Če naj bo zdravljenje raka trebušne slinavke uspešno, je seveda tudi pri tej bolezni ključnega pomena zgodnje odkritje, zgodnja postavitev diagnoze. Zanima me, v kakšni fazi prihajajo k vam bolniki s tem rakom. Verjetno še vedno velja, da je bolezen odkrita pozno, ne malokrat prepozno. Ja, tako drži. Res je, rak trebušne slinavke je žal še vedno prepozno odkrijemo, ampak predvsem zaradi narave te bolezni, ker v bistvu se simptomi pozno pokažejo, ko je že lahko pride do napredovanja bolezni. Tako da v bistvu na Onkološki inštitut dejansko lahko pridejo bolezni, ko je že razširjena, ko v bistvu ni več možnost ozdravitve, ampak še vedno, tu pa imamo še vedno tudi možnosti ozdravitve, zlasti pri tistih bolnikih, ki pridejo dovolj zgodaj, da je možna operacija. Še vedno je operativni poseg glavno zdravljenje, ki omogoča tudi daljnoročno preživetje. Zdaj, kar se tiče simptomov, kot sem že omenila, gre za take nespecifične. Mi tudi pravimo tihi rak, ker se kasneje pojavi. Lahko so neke bolečine v trebuhu, lahko so v bistvu zlatenice, se pravi, da rumeni postanemo po koži. Lahko tudi na novo nastane sladkorna bolezen. Zato je v bistvu mogoče pomembno pri takih bolnikih, ki se na novo odkrije sladkorna bolezen, da se tudi v tej smeri spelje diagnostika. Je pa, kot sem rekla, žal še vedno velikokrat prepozno odkrijemo. Pa morda zdaj, v času epidemije novega koronavirusa, ko zdravstvo deluje pod prav posebnimi pogoji, bistveno drugače kot v normalnih okoliščinah, prihaja do pomembnega izpada tovrstnih diagnoz. Zdaj govorim na splošno, se je že pokazalo, da je manj novo odkritih bolezni oziroma so najverjetneje bolj napredovali, ampak konkretno o raku trebušnih slinavke še nimamo bolj natančnih podatkov. Ampak seveda tudi pomembno, da se pride čim prej do zdravnika, pa se pove, da so neke določene težave, se čim prej ultrazvok trebuha opravi in se naprej na diagnostiko napoti bolnika. Praviloma pa vendarle še vedno velja, nasploh za raka, seveda tudi za raka trebušne slinavke, da znakov, po katerih bi bilo vendarle mogoče vsaj občasno dovolj zgodaj prepoznati bolezen, ne poznamo dovolj. In to velja tako za splošno, kot vsake toliko tudi za strokovno javnost. Tako. Žal nas marsikdaj še preseneti, tudi nekega presejalnega testa, kot imamo recimo pri raku debelega črevesja, pri raku materničnega vratu ali pa dojke nimamo, tudi drugod po svetu, ne samo v Sloveniji. Tako da nas lahko tudi preseneti čisto zaradi drugih razlogov, bolniki relativno brez težav, pa odkrijemo napredovalo bolezen. Kakšna pa je uspešnost zdravljenja tega raka? Tokrat se navezujem predvsem na možnosti zdravljenja z operacijo. Ja, kolikor je odkrito pravočasno in je operativni poseg možen, je še, kot sem rekla, tudi možna ozdravitev. Tudi pri tistih bolnikih, ki nekako kirurgi ocenijo, da gre za mejno operabilno, se pravi, da ni povsem možno operirati, če se začne s sistemskim zdravljenjem, se pravi s kemoterapijo, se lahko tumor zmanjša in je še vedno opcija operacija. Pa tudi v bistvu vedno več imamo novih redov kemoterapije, sistemskega zdravljenja, ki so tudi v zadnjih časih vedno bolj uspešni. Nenazadnje pa v zadnjem času tudi obsevanje prihaja vedno bolj v ospredje, tudi z napredkom tehnike. Sedaj lahko bistveno višje odmerke obsevanja dovedemo, ob tem pa je čim manj stranskih učinkov. Tako da v bistvu neka svetla luč na koncu tunela je, ampak pač počasi se premikamo v tej smeri. Koliko bolnikov z rakom trebušne slinavke pa na letni ravni zdravite na Onkološkem inštitutu? Okvirna incidenca v Sloveniji je na novo nastalih je približno 400 na novo odkritih. Zdaj seveda različno pri nas, mislim, da jih je okrog 100 do 200, ampak seveda tukaj so zdaj različne faze bolnikov. Tudi v drugih ustanovah so seveda zdravljeni, ne? Tudi v kirurgiji, v drugih kliničnih centrih, pa tudi imajo sistemsko zdravljenje. In kaj kot zdravnica, ki to bolezen pozna do obisti, svetuje
ljudem, na kaj naj bodo pozorni, da bodo pravočasno uspeli prepoznati opozorilne znake, ki jim jih daje organizem in ustrezno odreagirati. Predvsem, če se pojavi kakšno hujšanje, ki ni namerno, neke nespecifične bolečine, predvsem v zgornjem delu trebuha, mogoče pač koža porumeni, ali pa sladkorna bolezen, da se čim prej nemudoma zglasijo pri osebnem zdravniku, ki potem lahko tudi naprej speljemo diagnostiko. In če se to pojavi v tem času, ko je dostopnost do osebnega zdravnika otežena, verjetno velja priporočilo, naj vsakdo pri tem vztraja. Zagotovo.